Spoštovani člani in članice, dragi prijatelji in gostje, še posebej lepo pozdravljam naše častne člane in tudi vse tiste, ki ste že prejeli in boste danes prejeli odlikovanja, dobrodošli. Lep pozdrav tudi vsem predstavnikom medijev. Še posebej pa danes lepo pozdravljam moje podpredsednike, člane izvršilnega odbora, poslance v Državnem zboru in pa našega evropskega poslanca. Vesela sem, da ima v evropskih krogih tako veliko podporo in da ga mnogi vidijo na mestu predsednika Evropskega parlamenta. Lojze, pojdi pogumno v boj. Hvala tudi za gostoljubje občinskemu odboru Nove Slovenije Brežice in vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega kongresa, tajništvu stranke z vsemi sodelavci, podmladku Nove Slovenije in vsemi, ki ste pripravili tako lep prostor, v katerem se odlično počutimo. Ker zaključujemo dvoletno mandatno obdobje, se moram zahvaliti vsem na vseh nivojih, tako predsednikom občinskih odborov in drugim članom, predsednikom oziroma koordinatorjem regijskih odborov, članom izvršilnega odbora, podpredsednikom, 3 imamo, potem tudi predsedniku sveta, namestniku sveta, vsem članom in predsedniku častnega razsodišča, nadzornega odbora, skratka vsem, ki ste zastopali glas Nove Slovenije in ki ste tudi imeli več nalog in odgovornosti. Hvala lepa vsem. Stranka je živa, predvsem zaradi vaše pomoči in zaradi vašega dela in predanosti Nove Slovenije in krščanski demokraciji. V čast mi je, da lahko ponovno stojim tukaj pred vami v vlogi dosedanje predsednice in pa tudi ponovne kandidatke. Seveda pa sočustvujem z vami, kajti ena od nalog predsednika je tudi ta, da ima na kongresu malo daljše govore. Upam, da imate udobne sedeže, verjemite pa tudi, da jaz moram tukaj trdno stati, da bom stvar pripeljala do konca, morda bi se nam prileglo malo košarke vmes in sem prepričana, da bi to v medijih bilo najbolj prisotno, ampak danes za to nimamo časa, zato vas vabim, da skupaj prehodimo pot malo za nazaj, pa tudi naše načrte za naprej. Danes, drage sodelavke in sodelavci, danes je dan, ko imamo priložnost pokazati Sloveniji, da z normalno Slovenijo mislimo resno. Danes je dan, ko imamo priložnost pokazati Sloveniji, da imamo ekipo, ki lahko Slovenijo naredi normalno. In danes je dan, ko lahko svet pošljemo sporočilo, da se bomo borili za pravično domovino, močno gospodarstvo in varno življenje vseh Slovenk in Slovencev. Izjemno sem ponosna na vas, drage članice in člani, poslanci, župani, občinski svetniki. Ko mi je bilo po izpadu stranke iz parlamenta leta 2008 zaupano vodenje krščanske demokracije, je žal veliko ljudi izgubilo upanje v Novo Slovenijo. Izpad iz parlamenta je bil boleč za vse nas. Veliko ljudi je nad nami dvignilo roke in nas želelo poslati na smetišče zgodovine. Nikoli ne bom pozabila, kolikokrat sem bila tudi tarča posmeha. Kolikokrat sem slišala, da sem le gospa in gospodinja in mama s podeželja,
kot da je s tem kaj narobe, ki je pomotoma zašla v politiko. Gospod Bajuk je prišel iz Pariza, iz New Yorka, pa žal za mnoge ni bil dober in so mu prav to očitali, čeprav je bil najboljši finančni minister in ustanovitelj naše stranke. Zato se na takšne besede ne gre ozirati. Kolikokrat sem slišala, da je krščanska demokracija z mano na čelo pokopana. Kolikokrat sem tudi slišala, da se ljudje v Novi Sloveniji spoznamo le na Sveto pismo in gradimo samo cerkve, da nimamo strokovnih ljudi, da imamo samo stare člane, da smo brez hrbtenice, da zavijamo v levo, da smo šli stran od Bajukove politike in še mnogo kaj. To govorijo pač tisti, ki Novi Sloveniji ne želijo najboljše in želijo naše glasove. Zato jih pač razumem, vendar mi gremo svojo pot naprej. Kljub vsemu pa nam je uspelo nemogoče. Združenimi močmi smo leta 2011 vrnili stranko v parlament in na zadnjih volitvah leta 2014 rezultat celo izboljšali. Krščanska demokracija je in bo obstala, zato se bomo vsi skupaj borili. Naj na tem mestu tudi prvič javno povem, da sem resno pomislila na to, da bi politiko tudi v celoti zapustila in svojo energijo z vsem srcem preusmerila k mojim čudovitim vnukom, 5 jih že imam, otrokom, možu Romanu, s katerim že 30 let, upam, da uspešno krmariva skozi življenje. Pomislila sem, da bi se posvetila svojemu vrtu, ki je večkrat v plevelu, delu na kmetiji, ki me sprošča in umirja. Ampak mnogi bi se na tem veselili, verjamem, da ne iz naše stranke. Zato, če bi sedaj odnehala, bi pravzaprav izdala nekaj, kar je pri mojem delu v politiki sveto. To je odgovornost do sočloveka, odgovornost moje politike do ljudi, odgovornost politike do države in tudi odgovornost do krščanske demokracije. Zato vztrajam naprej in želim popeljati stranko še naprej. Dragi prijatelji, prijateljice, nastopil je čas, da to, kar smo skupaj začeli, najprej leta 2000 in ponovno leta 2008, pripeljemo skupaj do naslednjih državnozborskih volitev. Čas je, da vsem, ki se nam posmehujejo, povemo, lahko se nam sicer smejite, lahko nas tudi zaničujete, lahko nas spotikate, lažete od nas, ampak nikoli nam ne boste vzeli volje in energije, da bi ljudem v naši domovini omogočili pravičnost, močno gospodarstvo, varno življenje in normalno Slovenijo. Zato se bomo borili. Na tem mestu vas želim spomniti na nekdanjega predsednika vlade, nekdanjega finančnega ministra in ustanovitelja Nove Slovenije, dr. Andreja Bajuka. Bil je velik poštenjak, domoljub, finančni strokovnjak, družinski človek. S svojim znanjem se je dal na razpolago za služenje domovini, ki je bila do njegovih prednikov in njegove družine pogosto tudi mačeha. Trdo je delal, pa je bil tudi velikokrat zasmehovan, opljuvan in onemogočen. Z njegovimi uspehi, kot so znižanje davkov za podjetnike in zaposlene, prevzem evra kot nacionalne denarne valute, so se kitili drugi. Njemu pa so naprtili le krivdo za vse, kar je bilo narobe. Bil je nemočen ob močnih zahrbtnih manipulacijah, ki se jih nekateri poslužujejo še danes in brezsramno manipulirajo z njegovim imenom, seveda, ko jim to pride prav. Danes, ko poznam vse več ozadij
in načinov teh umazanih sprevračanj, danes, ko resnica prihaja na dan, si še bolj želim, da bi bil dr. Bajuk še med nami. Verjamem, da bi bili z njim še močnejši. Prepričana sem, da bi bil dr. Bajuk danes ponosen na Novo Slovenijo in našo samostojno pot. V Novi Sloveniji spoštujemo vsakega poštenega človeka, pa naj bo z leve ali desne, viren ali neviren, kristjan ali musliman, Slovenec ali Afričan. Ne dajemo nalepk vse počez, ne ožigosamo ljudi po tem, s kom se rokujejo ali pogovarjajo ali fotografirajo. Ne postavljamo se v vlogo vrhovnega sodnika, ki odloča o tem, kdo je pravi, ker je naš, in kdo izobčen, ker nam ne prekimava. V Novi Sloveniji verjamemo poštenost, delavnost, solidarnost in pogum ljudi. Dragi prijatelji, ni skrivnost, da je veliko ljudi razočaranih nad sedanjo politiko, da imamo v Sloveniji še veliko dela, a kljub temu je potrebno izpostaviti nekaj, kar nam je v tem mandatu vendarle uspelo, kljub temu, da smo v opoziciji. Zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev deluje. To je dejstvo, ki ga ni mogoče zanikati. Lahko smo zadovoljni in ponosni, da smo uspeli prepričati predsednika vlade Mira Cerarja in sprejeli ta zgodovinsko pomemben zakon. Na tem mestu želim tudi pohvaliti prizadevanja predsednika Boruta Pahorja, čeprav se včasih vprašam, zakaj tega pomembnega koraka ni storila že njegova vlada. In zakaj smo krščanski demokrati lahko naredili tako pomemben korak? Ker je za nas to pietetno, predvsem pa duhovno dejanje. Osnovna civilizacijska norma je dostojen pokop vseh mrtvih. Zavračamo vsakršno ideološko in politično konfrontacijo in ceneno politikantstvo, ki bi izrabljalo prizadetost posameznikov z namenom polarizacije družbe. Podpiramo pa vsako dokazljivo resnico o naši polpretekli zgodovini, še zlasti, če temelji na verodostojni dobronamernosti za prihodnje rodove. Naj ob tem citiram nedavno izrečene misli celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška, ki pravi: hvaležni smo, da se je zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev vendarle začelo nekaj premikati v smeri spoštljivega urejanja grobišč, pokopa žrtev in primernih obeležij za vse žrtve medvojnih in povojnih pobojev. Tako celjski škof. Predsednik komisije za prikrita grobišča dr. Jože Dežman pa pravi, da si pred dobrim letom ni bilo mogoče niti misliti, da bomo v Sloveniji po toliko letih prepirov in zastojev lahko naredili tako pomemben korak. In pravi, to so tektonski premiki, ki jih spremljajo tudi popotresni sunki. Dragi prijatelji, veliko, ogromno rano na narodovem telesu na nek način pomagamo zapirati. Tistim, ki so se na njej hranili, to niti najmanj ne ustreza. A ob tem naj poudarim, da Nova Slovenija pokopov ne izvaja. To dela državna komisija, sestavljena iz najprimernejših ljudi, vključno z gospodom Sušnikom iz Nove Slovenske zaveze. Na to komisijo se je treba obrniti s kakršnimikoli pomisleki in vprašanji. Število žrtev je res ogromno, zato je to zelo zahteven in tudi dolgotrajen proces. Verjamem, da je naša dolžnost in civilizacijska norma pokopati vse mrtve.
Pomiriti in dati novo upanje, odgovorno in odločno ukrepati za lepšo prihodnost vseh ljudi, je naloga pravih političnih voditeljev. Samo Bog pozna bolečino in trpljenje vsakega izmed njih. Zato prepustimo sodbo njemu. Sramujejo naj se pa tisti z leve ali z desne, ki bi to naše skupno delo radi ovirali in delali iz tega pietetnega dejanja politiko za svoje dnevne potrebe. Spodbujati ljudi k sovraštvu in nestrpnosti ter izkoriščati bolečino prizadetih svojcev je barbarstvo brez primere. Vendar mi se ne sprašujemo, kaj delajo drugi. Delajmo tisto, kar je dobro in kar je prav. In zgodovina naj bo za naš narod učiteljica in ne mučiteljica, ki razdvaja Slovence iz roda v rod. Ne sme pa biti niti pravljica s srečnim koncem za ene in zasluženo kaznijo za druge, ne da bi poznali vsa dejstva in okoliščine. Mi želimo, da se resnica zapiše in da nam je učiteljica za prihodnost. Mi smo dali geslo kongresa, da gradimo normalno Slovenijo. Seveda marsičem je Slovenija normalna, lepa, naša domovina. Včasih si pa le rečemo, da to ni normalno. In zato smo dali naslov Gradimo normalno Slovenijo. Ni normalno, da ljudje lahko čakajo tudi več kot leto oziroma včasih tudi več let na neko operacijo. Ni normalno, da podjetniki razmišljajo o selitvi proizvodnje v tujino, ker jim država ne nudi okolja za boljši razvoj. Ni normalno, da sodišča preganjajo reveže, medtem ko se lopovi, ki so obogateli na račun države, svobodno sprehajajo mimo nas. Ni normalno, da ta država za družine ne nameni nobenih finančnih in moralnih spodbud. Ni normalno, da imamo pokojnine, s katerimi ljudje ne morejo preživeti meseca. In tudi ni normalno, da nekateri kričijo, ker želimo več sredstev nameniti naši skupni varnosti. To potrebujemo v teh časih. Drage Slovenke in Slovenci, čas je, da vsem tem jasno in glasno povemo. Dovolj je bilo, začeli bomo graditi normalno Slovenijo, seveda skupaj z vsemi vami in ljudmi dobre volje. Veliko brezposelnih Slovencev žal odhaja s trebuhom za kruhom čez mejo. Zakaj, na primer, v Avstriji uspevajo majhne in srednje kmetije, majhna in srednja podjetja, pri nas pa imajo toliko težav? Zakaj je tam dobrodošla vsaka privatna pobuda? Pri nas pa so podjetniki in privatniki velikokrat že skoraj označeni kot sovražniki države, še več, velikokrat celo kot izkoriščevalci ljudi. To ni normalno. Skupaj z mojo ekipo, z vami, mesečno obiskujemo slovenske regije, obiskujemo majhna družinska, srednja in večja podjetja, kmetije, srečamo se župani, šolniki, delavci Karitasa in tudi duhovniki. Srečujemo se z ljudmi, ki imajo konkretne probleme. Na srečo pa srečujemo tudi veliko ljudi, ki so delavni, pošteni in tudi uspešni. Največkrat slišimo, da so naši zakoni neživljenjski in tudi luknjasti. Preveč je birokracije, zato zmanjkuje časa za njihovo osnovno dejavnost. Davki so previsoki, zato ostaja premalo za plače in za vlaganje v razvoj in nova delovna mesta. Uspešni podjetniki vedo, da morajo svoje ljudi primerno plačati, da morajo biti z njimi v dobrih odnosih, da jih morajo spodbujati, če želijo podjetje razvijati naprej.
Ljudje so tisti, ki razvijajo podjetja. V Novi Sloveniji vemo, da morajo ljudje imeti dostojne plače, če si želijo ustvariti družino, vzgajati svoje otroke in živeti tudi svobodno življenje. Delo se mora ljudem splačati. Pošteno delo zasluži pošteno plačilo. V to verjamem z vsem srcem in za takšno normalno Slovenijo se bomo mi borili z vami vred. Seveda je ljudem dovolj praznih obljub in predavanj o etiki in morali. Želimo pa sporočiti naslednje. Mi to slišimo. Tudi nam, krščanskim demokratom, je dovolj govorjenja o politični stabilnosti. Politična stabilnost je sicer predpogoj za uspešno državo, ni pa dovolj za uspešno gospodarstvo in za uspešen razvoj. Ta politična stabilnost žal ne ukrepa, da bi bila naša domovina bolj pravična. Politična stabilnost ne ukrepa za bolj varno življenje. Ne, spoštovani prijatelji, ljudje si ne želijo le politične stabilnosti oziroma ohranjanja oblasti zaradi lastnih interesov vladajočih strank. Želijo si ukrepe, ki bi življenje ljudi olajšali in izboljšali. To pričakujejo od politike. Časi so preveč resni, da bi vodenje države prepustili tistim, ki se ne zavedajo, da se igrajo z usodo naše domovine. Še posebej pa ne smemo dopustiti, da bi nam življenje in prihodnost diktirali tisti, ki so nesposobni speljati modernizacijo naše države. Na drugi strani pa so tako presneto spretni, ko je potrebno zaradi luknje proračunu v imenu države najemati nove kredite. Dovolj nam je takšnega sodstva, ki zelo hitro zapira lačne reveže in se botavlja pri tistih, ki so na žalost pokradli naše milijone. Dovolj nam je zatiranja svobode govora in veroizpovedi ter eksperimentiranja z družino in otroki, ki so za nas največja vrednota. Politiki tudi nismo zato, da križem rok gledamo, kako z nekdo z govoričenjem o politični stabilnosti na eni strani in neprimernim tvitanjem na drugi strani uničuje potencial Slovenk in Slovencev in naše skupne domovine. Ljudje si v politiki želijo nekoga, ki bo glasnik pravičnosti, zmirnosti, zdravega razuma in poštenosti, nekoga, ki bo znal slišati ljudi in presoditi, kaj je prav in kaj ne, in bo sposoben misliti na slovensko prihodnost, ne le nase. Zato se borimo v Novi Sloveniji, drage članice in člani, za boljšo prihodnost nas in tistih, ki bodo prišli za nami. Zato smo v tem mandatu, čeprav smo v opoziciji, pripravili več ukrepov za nižje davke in za modernizacijo zdravstva, ker nam ni vseeno, da ljudje čakajo tudi več let na operacijo, ker nam ni vseeno, da ljudje razočarani odhajajo iz služb domov k družinam, ker ne vedo, kako bodo preživeli mesec, ker nam ni vseeno, da podjetniki razmišljajo o selitvah svojih podjetij v tujini. Ne, ni nam vseeno. Vendar, če želimo spremembe na bolje v tej državi tudi uresničiti, se moramo boriti vsemi močmi in do konca in uveljaviti naš program v čim večji meri. To je rešitev za normalno Slovenijo. Ne gre za naše plače, ampak za ljudi. Zato se večkrat zgodi, da me moj mož tudi ne vidi po cele dneve ali pa šele zvečer in zjutraj. Zato se zgodi, da tudi večkrat nimamo časa za naše družine. Zato so naši vrtovi, o tem se večkrat s podpredsednico pogovarjava, in njive tudi v plevelu. Ampak ker nam ni vseeno za ljudi,
ki živijo v tej naši domovini, sprejemamo svoje funkcije odgovorno in jih bomo sprejemali še naprej in se bomo potrudili po naših najboljših močeh, da v tej državi nekaj spremenimo. Seveda ne mi sami, skupaj z vami, pa z vsemi ljudmi, ki hočejo dobro tej naši domovini. Demografski trendi v Sloveniji in v Evropi bi nas morali zelo skrbeti. Statistika kaže na vedno manj rojstev, a še bolj kot to postaja problem vedno večji delež starejših ljudi. Saj lepo, da postajamo vedno starejši, da bomo dočakali dolgo starost, ampak žal imamo premalo mladih. Staranje prebivalstva in veliko število brezposelne mladine pomeni tudi večji pritisk na pokojninski in tudi na zdravstveni sistem. Krščanski demokrati se zavedamo teh problemov, zato smo letos predstavili tudi ukrepe za modernizacijo zdravstvenega sistema, ki vključuje jasno strategijo, kako upravljati sistem dolgotrajne oskrbe starejših oziroma domov za starejše. Slovenija na tem področju ima svoje potenciale, a jih politika do sedaj ni znala izkoristiti. Posebno skrb moramo nameniti družini, ki je osnovna celica naše družbe. Slovenija potrebuje takšno socialno politiko, ki bo družinam naklonjena in bo spodbujala tiste, ki si želijo imeti več otrok. Ne smemo pozabiti tudi na naše mlajše generacije, ki iščejo svoj prostor pod soncem. Nič ni narobe, če gredo mladi za nekaj časa v tujino in tam nadgrajujejo znanje in si širijo obzorje. To je njihova pravica. Problem pa je, če bi radi prišli nazaj, a se v Sloveniji ne počutijo več dobrodošle. Kakšen potencial s tem izgubljamo in zanemarjamo? Žal, moram biti tudi kritična do naše vladne politike, kajti velikokrat imamo vsi skupaj občutek, da nam vlada politično-tajkunska elita, ki se boji, da bi se slovenski gospodarski ris prebudil. Gospodarstvo se umika iz države, namesto da bi se država umikala iz gospodarstva. Nekateri politiki, levi in desni, se bojijo drugačne prihodnosti, zato vztrajajo na nekonkurenčnem delu gospodarstva, neučinkoviti državni lastnini, zgrešeni davčni politiki, dragi in preveliki javni upravi, ki jo še povečujejo, in na brezplodnem ideološkem razdvajanju. Posledica takšnega ravnanja: najsposobnejši, še posebej izobraženi mladi zapuščajo Slovenijo, slovenski kapital pa se seli čez mejo. Zato Slovenija izgublja tekmo s svetom, s primerljivim okoljem, izgublja pa tudi delovna mesta. Cela vrsta ekonomskih inštitutov po Evropi nenehno ponavlja tole resnico. Slovenska vlada ima žal negativen učinek na razvoj gospodarstva, ker ohranja državno lastnino s politiziranim gospodarstvom in lastninjenjem, ki daje prednost tovarišijskim tajkunskim navezam. Ker vlada ni sposobna razbremeniti gospodarstva in ga skupaj z nižanjem stroškov dela pognati v tek, nas davkoplačevalce pa vse bolj zadolžuje. Jemati kredite in prelagati bremena na prihodnje generacije je najlažje. Težje je sprostiti slovenski gospodarski potencial, ki ga vlada žal velikokrat davi svojo izjemno regulativno vlogo v gospodarstvu, s togostjo trga delovne sile, prevelikim obsegom javne porabe in previsokimi davki. Neučinkovita pravna država in najnižja poslovna svoboda v Evropi dušita podjetniško ustvarjalnost Sloveniji. O tem govorijo različni ekonomski kazalci. Žal. Ta vlada namreč stoji na glavi. Namesto politike modernizacije imamo politiko stagnacije. Ta vlada nima idej, nima vizije razvoja Slovenije in nima pravega poguma za potrebno tveganje, za potrebne spremembe, za potrebno modernizacijo ali reforme, ki se jih zelo boli, ker eden izmed političnih
veljakov pravi, da reforme bolijo. To me spominja na otroka iz vrtca, ki se boji, da mu vzamejo trsko iz prsta. Mi pa vemo, da je potrebna tudi včasih bolečina, da lahko potem zaživimo s polnimi pljuči naprej. Politika te države preganja in kaznuje male ljudi, ki so včasih ponevedoma zašli v manjši prekršek. Vsi pa vemo, da se žal veliki lopovi še vedno svobodno sprehajajo naokoli in dobivajo nova državna naročila, medtem pa razni postopki zastarajo. Vse mora biti odvisno od države in njene milosti, kajti v nasprotnem primeru bi si spodkopali svoje temelje politične oblasti, drago državo, državno lastnino, kredite in tajkunska omrežja, katerim velikokrat ugotavljamo, služi ta politična elita. Neurejeno, nestabilno in nemotivirano poslovno okolje onemogoča nastanek novih malih in srednjih družinskih podjetij, s tem pa tudi razcvet zasebnega sektorja in socialno varnost ljudi. Mala, srednje velika, družinska podjetja in kmetije, to je naša prihodnost. To je tako velik potencial, ki ga ne znamo izkoristiti in to moramo nagrajevati oziroma ne pričakujejo denarnih spodbud, pričakujejo samo od države primirne ukrepe, da bodo lahko učinkovito delali. Samo to pričakujejo od države. Žal moramo ugotoviti tudi nekaj manj prijetnega. Nekdanji revni komunistični Evropski vzhod je začel Slovenijo dohitevati in celo prehitevati po kriteriju ekonomske razvitosti. Zaradi zapovrstno neuspešnih levičarskih vlad in tudi zaradi nekaterih zgrešenih odločitev desnih, nismo postali druga Švica. Predvsem pa zaradi tajkunov, kraj in nepokritih kreditov, ki so izpraznili državne banke, pa imamo potencial, imamo možnosti. Slovenci smo sposobni ljudje, lahko bi bili druga Švica, ampak delali bomo za to, da bomo postali primerljivi tudi Švico. Za uspešno gospodarstvo je potrebna tudi učinkovita zunanja politika. Med najpomembnejše dejavnike nacionalne moči spadata sposobna vlada in dobra diplomatska služba. Obstoječa slovenska zunanja politika nima nobenega strateškega premisleka, poraja dvome pri drugih članicah Evropske unije, včasih tudi sproža začudenje pri zaveznicah v paktu NATO. Gospodarska diplomacija pa je daleč od učinkovitega servisa za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Namesto tega potrebujemo strateško inovativno zunanjo politiko, ki bo najprej v službi odpiranja novih trgov. Opažamo tudi, da naši vladni predstavniki premalo učinkovito zastopajo interese manjšin na dvostranskih uradnih srečanjih. Predvsem pogrešamo učinkovitost zunanjega ministra. Zdi se, da so zanje ti realni problemi kot majhne sitne muhe, ki jih odženejo z zamahom rok. Prav tako ni zadostnega posvetovanja s predstavniki manjšin, ki najbolje poznajo svoje probleme. V Novi Sloveniji pričakujemo in bomo zahtevali bolj učinkovito zastopanje interesov manjšine pri dvostranskih meddržavnih pogovorih. Slovenci zunaj naših meja morajo čutiti, da je Sloveniji zanje še kako mar. Novi Sloveniji je mar za naše rojake v zamejstvu in po svetu. Za nas so ti rojaki zelo pomembni. Naše odnose s Slovenci v Argentini sem letos maja poskušala poglobiti z obiskom. A le obiski ne bodo zadostovali. Ljudje od politikov pričakujejo dejanje. V Argentini imamo tudi zelo zavzet odbor Nove Slovenije, tudi podpredsednika za Slovence za mesto in po svetu, gospoda Vivoda, ki nas spremlja in živi z nami. Imamo zelo živo slovensko skupnost in zavedne Slovence.
Mnogi izmed njih podpirajo krščansko demokracijo in nas spodbujajo pri našem političnem delu, za kar sem jim hvaležna. Hvala vsem rojakom za pripadnost slovenstvu in ohranjanje slovenskega jezika in kulture izven meja naše domovine. Vi ste naši ambasadorji, na vas smo ponosni. Izpostaviti moram tudi negotove razmere v Evropi in drugod po svetu. Časi niso rožnati. Po nekaj letih svetovne finančne in gospodarske krize z negotovostjo spremljamo razmere na Bližnjem vzhodu in čakamo na morebitni drugi migracijski val. Vse bolj je v porastu tudi škodljivi populizem. Tisti, ki ste iz Brežic in okoliških krajev, še posebej dobro veste, kaj ste preživljali lansko jesen, ko se je v Sloveniji vsakodnevno zgrinjalo na 10 000 migrantov. Tudi vprašanje terorizma in lastne varnosti je po terorističnih napadih v osrčju Evrope prišlo na dnevni red politike in medijev. Evropska unija preživlja morda najtežje trenutke od svoje ustanovitve. Toliko nesoglasij med posameznimi članicami, kot jih je sedaj, še ni bilo. To je v svojem nedavnem govoru pred evropskimi poslanci iskreno priznal tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Dejal je, da še nikoli doslej ni videl takšne razdrobljenosti in tako malo skupnega v naši uniji. Vprašal se je, ali ni zdaj namesto malodušja prišel ravno tisti čas, ko bi morali združiti moči in rešiti težave, ki jih ni malo. To pričakujemo od Evropske unije. Združiti moči in rešiti težave. Pomanjkanje politične volje za skupno reševanje nastalih težav kaže predvsem na egoizem posameznih članic. Na Evropsko unijo gledajo le z vidika lastnih koristi. To zamegljuje bistvo evropske ideje, zaradi katere je Evropska unija sploh nastala in se obdržala toliko desetletij. Seme Združene Evrope je vzklilo iz gorja, ki so si ga med sabo po drugi svetovni vojni povzročile evropske sosede. Krščanski demokrati pa so začeli graditi na miru, sodelovanju in solidarnosti. To, samo to, vodi k napredku in gradi boljše čase. Velika Britanija je z napovedanim odhodom iz Evropske unije dala signal, da prva zapušča ladjo, katero so zajeli viharni vetrovi. Napovedi, da se utegnejo podobni referendumi o izstopu iz Evropske skupnosti pojaviti tudi v drugih državah članicah, so se prav tako že pojavile. A zavedati se moramo, da razpad Evropske unije ni rešitev, saj bi to oslabilo vsako državo posebej. Premalo se zavedamo, koliko prednosti imamo, ker lahko prosto prehajamo meje, trgujemo ter se povezujemo brez ovir. Predvsem pa, da lahko živimo v miru in sožitju. Veličina človeka in drža državnika, ne politikanta, se spozna v krizi. Zato je prav zdaj treba povzdigniti naš glas in zapreti vrata populizmu. Mir, sožitje in sodelovanje so temelj povezane in uspešne Evrope. Takšno Evropo hočemo in potrebujemo. V takšno Evropo jaz verjamem, prepričana sem, da tudi vi. Evropska unija je in bo kot skupnost veliko močnejša
kot bi bila vsaka država posebej. To še posebej velja za manjše evropske države, kot je Slovenija. Seveda pa je napočil čas, ko se moramo odločno lotiti modernizacije v Evropski uniji in tudi v Sloveniji. Ljudje od nas pričakujejo ukrepanje. Potrebujemo manj birokracije, potrebujemo nižje davke, potrebujemo človeka vreden zdravstveni sistem ter zagotovljeno varnost. Beguncem je treba pomagati, predvsem na ozemljih, bližje njihovim izvornim državam. Vendar pa je treba zavrniti tiste, ki v tej humanitarni krizi želijo izkoristiti našo solidarnost. Ne smemo pozabiti, da ljudje pričakujejo od nas zaščito. V Novi Sloveniji smo in bomo tudi v prihodnje postavili na prvo mesto Slovenke in Slovence. V krutem globalnem svetu uspevajo le tisti, ki pa se hitro prilagodijo novim razmeram in mislijo tudi na naslednje korake. Nekatere države, ki so s spretnimi potezami premagale finančno krizo, se tako že pospešeno pripravljajo na izzive, ki jih pred njih postavlja novo tisočletje. Klimatske spremembe in nove tehnologije, staranje prebivalstva na zahodu, migracije, digitalizacija, uporaba robotov v industriji in kmetijstvu, raba obnovljivih virov energije, proizvodnja in uporaba električnih avtomobilov in tako naprej. To so resni izzivi za Slovenijo v prihodnosti, če nočemo še bolj zaostati za razvitim svetom. Naša uspešna podjetja že sodelujejo v globalnem svetu, kar nas seveda zelo veseli. Podjetja, kot so na primer Akrapovič, Plastika Skaza, Mik Celje, Krka, Pipistrel, nas vedno znova presenečajo z drznimi potezami in izumi. Čestitamo jim. To mora biti naš kažipot. To so svetle zvezde slovenske prihodnosti in zato mora država vzpostavljati takšne pogoje, da bodo taki in seveda vsi ostali lahko delovali in uspevali v tem globalnem svetu. Na našem obisku nekega podjetja, nekaj dni nazaj, je direktor dejal, v Sloveniji imamo veliko nišnih prvakov. To pomeni, da imamo podjetja, ki so med najuspešnejšimi pri nekem produktu. Največji izziv sodobnega sveta pa je seveda ohranjanje miru in uspešno zatiranje terorizma. Lakota, revščina in zapostavljenost so največji sprožilci za nasilje in vojne. Bogati svet mora pomagati revnemu, ki nima možnosti, da gre z razvitim v korak. Ob vsem bogastvu najbogatejših pa je nedopustna lakota dobršnega dela svetovnega prebivalstva. Tudi Slovenija in Evropska unija morata bolj prisluhniti revnim, sicer se bodo v še večjem številu napotili iz svojih držav. Tudi za nas, kot posameznike, je to izziv in dolžnost, da vsaj preko slovenskih misionarjev in Karitasa prispevamo svoj delež k zmanjšanju lakote, revščine, nepismenosti in ogroženega zdravja več milijonov na stotine milijonov ljudi. Zavedati se moramo, da imamo čudovito deželo in da vsi ljudje, žal, nimajo takšne sreče kot mi. Zato moramo imeti kot posamezniki in kot stranka in kot država čut za stisko človeka in hkrati odgovornost za naše državljane. Drage članice in člani krščanske demokracije, danes ne stojim pred vami samo kot predsednica stranke ali kandidatka za vodenje stranke ali poslanka Državnega zbora, ampak tudi kot oseba, ki si želi prevzeti odgovornost za boljšo prihodnost v naši domovini. Z vso odgovornostjo in vso zavestjo sem sprejela ta izziv in
zato bom v prihodnosti, če mi boste seveda namenili svojo podporo, vodila Novo Slovenijo še naprej v tej smeri. Nasproti praznemu mahanju z etiko brez barve, vonja in okusa, želim svojo ekipo, na katero sem zelo ponosna, seveda z vami, oditi na naslednje državnozborske volitve z naslednjimi vrednotami. Pogum, pravičnost, enakopravnost in solidarnost. Te vrednote predstavljajo temeljni okvir odprte, svobodne, tekmovalne, inovativne in solidarne družbe. Tako kot so nas poučili naši učitelji od Kreka do papeža Frančiška. Le zdravo, močno in prožno gospodarstvo je lahko temelj izboljšanja življenjskega standarda in le moderno zdravstvo ter pokojninski sistem sta lahko zdravi jedri socialne države. Biti slovenski krščanski demokrat pomeni stopiti na plano iz usiljenih katakomb z nelahko težo zgodovine, se odpovedati vsakršnim povračilnim dejanjem za storjene krivice, se s preširnostjo lotiti obnove in prenove slovenske družbe skupaj s poštenimi ljudmi čistih namenov, je nekoč dejal naš prvi predsednik vlade Republike Slovenije, krščanski demokrat Lojze Peterle. Ljudem moramo zagotoviti okolje, v katerem bo politika zagotovila varnost in boljšo prihodnost. Za Slovenijo v skladu z izzivi časa potrebujemo močno programsko sredinsko koalicijo. Nova Slovenija je kot ključna stranka slovenskega osamosvajanja pripravljena zastaviti vse svoje sile za program modernizacije. Potrebujemo le pogum, kajti boj za pravičnost je bil vselej trd in neizprosen. Tistim na desni in levi, ki nenehno vnašajo nove razdore in nadaljujejo kulturni boj, pa želim jasno povedati naslednje. Smo in ostajamo samostojna stranka in nikogaršnja marioneta, ostajamo desno-sredinska stranka, krščanski demokrati. Ta aplavz je povedal vse. Vem, da mnoga natolcevanja, kako smo skrenili v levo, kako ne gremo več po Bajukovi poti, mnoga sprevračanja v ljudeh zbudijo tudi kakšne dvome. In verjamem, da ste danes tudi zato prišli sem, da slišite od mene, od vodstva, od vseh nas, da mi ostajamo desno-sredinska stranka, krščansko-demokratska stranka z vsemi temi vrednotami, ki smo jih spoštovali do sedaj in po katerih želimo delati tudi v prihodnje. Verjemite in zaupajte nam. Mi nismo niti tranzicijska levica, niti žlahtna desnica, ki bi si jo lahko kdo prilastil. Nove Slovenije nihče ni in nihče ne bo kupil za svoje nečiste namene. Moje delo in delo moje ekipe vodita skrb in odgovornost do naše domovine, do naših ljudi. To je naše vodilo. Kdor nas želi uničiti s prevrženimi lažmi, naj se raje pogleda v ogledalo in se vpraša, kaj je danes dobrega naredil za ljudi v tej državi. Nova Slovenija je trden partner vsake programske koalicije z vizijo modernizacije Slovenije na zdravih temeljih.
Mi smo konzervativni v vrednotah, liberalni v ekonomiji in socialni v civilni družbi. Spoštujemo družino, delo, red in poštenost. Ne smemo se bati naših korenin in naše vizije za boljši jutri. Kdor se boji moderne prihodnosti, ki jo vodi krščanska demokracija, se boji samega sebe ali ne vem, česa se boji. Drage članice in člani, dragi prijatelji, krščanski demokrati, bomo prevzeli odgovornost in zato z današnjim dnem uradno postavljamo jedro tretjega stebra za ljudi in za prihodnost naše skupne domovine. Jedro tretjega stebra. Skupaj lahko premikamo gore. Čas za spremembe je zdaj. Za slovenski narod in za normalno Slovenijo. Hvala še enkrat moji ekipi za dosedanje delo in pa predvsem vsem vam, ki tudi v teh časih, ki niso naklonjeni politiki, vztrajate v vrstah krščanske demokracije. In ne pozabimo, vsak glas šteje. Sedaj delamo, potem bomo šli na volitve, se dobro odločili in vodili Slovenijo po poti normalne in uspešne države. Bog vas živi in hvala za pozornost. Thank you.